Kolegi. Ustava je temeljni akt države, zato se vanjo posega z velikim premislekom in zelo tehtno. V zavezništvu smo pred več kot letom dni začeli iskati podporo za dopolnitev naše ustave z zapisom, da se vodo zaščiti. V strankah Desus, Socialni demokrati in poslanski skupini Združena levica so takoj spoznali, da je takšen korak potreben, in 16. aprila 2015 smo predlog zavezništva s 26 podpisi poslank in poslancev vložili v zakonodajni postopek. Hvala vsem za podporo od samega začetka. Brez vode ni življenja, je rek, ki še kako drži. Slovenija je med državami, ki se lahko pohvali z najboljšo vodo. Za marsikoga je nepredstavljivo, da lahko v naši državi odpremo pipo in pijemo vodo, ki je celo boljša kot ustekleničena. Za marsikoga, tudi v Evropi, ne samo v manj razvitem delu sveta, je voda že dobrina, ki ni tako samoumevna kot pri nas. Slovenija je v tem trenutku res še nima velikih problemov z vodo, ne s kvaliteto in ne s količino. Vsaj v velikem delu naše države ne. Je pa daleč od tega, da bo tako ostalo zavedno. Klimatske spremembe iz leta v leto spreminjajo naše okolje. Področja, kjer bo v nekaj desetletjih veliko suše, se širijo tudi v našo bližino. To dokazuje več analiz. Z vsemi naštetimi trendi so v zadnjem desetletju povezani tudi privatizacijski pritiski. Pritiski za privatizacijo vodnih virov. Ker smo v zavezništvu ocenili, da je potrebno privatizacijo vodnih virov preprečiti, je pred vami predlog za spremembo oziroma dopolnitev ustave, in sicer želimo, da se na ustavni ravni voda in dostop do vode določi kot splošna in temeljna pravica, da se prepreči privatizacija vodnih virov in da se prepreči, da bi pitno vodo obravnavali kot vsako drugo blago. Oskrba z vodo mora ostati in se izvajati v obliki neprofitne javne službe. Voda je vir življenja. Osnovna in hkrati strateška surovina, brez katere ni možen niti razvoj, niti življenje samo. Z vpisom vode v Ustavo Republike Slovenije kot univerzalne in temeljne pravice pravočasno razmišljamo o izzivih za prihodnost, s katerimi se bodo še bolj izrazito srečevali naši otroci in vnuki. Privatizacijske pritiske in morebitne napačne politične tendence bomo preprečili na najvišji ravni in dali signal tudi Evropi in svetu, da v Sloveniji oskrba z vodo ne bo namenjena pridobivanju dobička. Nikoli. Voda je javna dobrina in mora biti dostopna vsem, zavedno. Veseli nas tudi, da je Državni svet soglasno podprl naš predlog, kar se, roko na srce, ne zgodi prav pogosto. Razlogov za spremembo ustave z zapisom vode kot dobrine za vse, ki se je ne bo dalo privatizirati, je več kot dovolj. Pravni strokovnjaki, ustavni pravniki pa naj tekom postopka najdejo najprimernejši zapis, ki bo šel v ustavo. Naš cilj je jasen. Voda je javna dobrina, ki je nihče ne sme izkoriščati zaradi svojega dobička.